Rebolium, rebula skozi čas. Dogodek, ki nas je popeljal v svet rebule in dobre hrane, je nedvomno vzbudil veliko pozornosti. Središče dogajanja je bil nastop strokovnjakov iz področja zgodovine, etnologije, vinogradništva in vinarstva, ki so utemeljevali pomen rebule tako v preteklosti kot tudi danes. Osrednje sporočilo je, da prepoznavnost krajine, kakršna so Brda, temelji na kulturnem izročilu o upoštevanju avtohtonih sort oziroma pridelkov. Poleg Istre in Brd in gričevnega dela okoli Gorice in spodnje Vipavske doline je rebula dokumentirana še na gričevnatem delu okoli v pasu do italijanskega Tričezima. In bila je tudi eno od protokolarnih vin, ki so jih podarjali ali pa z njimi sprejemali visoke goste. In seveda, kot sem že rekla, zgodovinsko ime oziroma omembo vina rebule ne moremo povsem enačiti z sorto. Iz nastopa moje mlajše kolegice je bilo razvidno, da ima rebula veliko podatkov, veliko gradiva, bolj rečeno, za zgodbo. Ampak trdno sem pa stojim na stališču, da te zgodbe še ni. In sem zelo vesel, da ste se odločili za ta posvet in za ta dogodek pravzaprav, da se z njim seveda tudi počasi ta zgodba začne postavljati. Ta mineralna tla razdrobljena, ki nudijo tej rebuli tisto, zaradi česar je tudi ostala tu že tisočletja. Il problema tocca una terra abbastanza ampia, però la zona più interessata, come già trapelato, è la Brda e la Vipava per quanto riguarda la Slovenia e per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, tutto il Friuli Venezia Giulia e non soltanto le zone a denominazione di origine controllata. Cilj tega dogodka je promocija rebule in področja ter prikaz ujemanja rebule s hrano in ob hrani, ki jo pripravljajo ponudniki vrhunskih gostinskih storitev. Mislim, da je rebula glavna promotorka Brd, tudi Vipavcev, tudi Zamejcev, ampak Brda mislim, da gradijo veliko identiteto na rebuli. Radi bi spet to pospešili, da bi rebula spet postala zelo važna, zelo znana za naš teritorij, to se reče sigurno za slovensko stran, tudi za italijansko stran Brdi. In upam, da bo v bodočnosti in bo potem ta rebula prisotna dobesedno v vseh najboljših restauracijah, jasno v naših dveh državah, pa tudi zunaj, v tujini in tako. Poglejte, jaz sem bil zelo vesel, ko me je gospod Četrtič povabil, da sodelujem na vašem posvetu, zaradi tega, ker menim, da poleg cvička je zdaj rebula prva, ki ima res temeljito raziskano njeno zgodovino in ki kaže neke ambicije, da postane najbolj razpoznavno vino Brd v celoti, se pravi Koljo in Brda, in na ta način seveda se že tudi domače prebivalstvo prebuja in skuša v tej smeri nekaj narediti. Res pa je, da je zdaj idealen trenutek, da se te stvari postavijo na eno pravo mesto, da se osvobodi ta struktura prireditve in vsega ostalega nekih nepotrebnih navlak, če temu tako rečem, in da se zadeve postavi tako, da bo to ena trdna, razpoznavna, predvsem pa drugačna prireditev. Mi ne rabimo neke šagre tukaj, razumete, ki je lepljena iz različnih, malo mažoretke, malo neko predavanje, malo neka degustacija, malo neki šalami in tako naprej. Mi rabimo nekaj, česar drugot ni. In Brda seveda svojo kulturno dediščino imajo odlične nastavke za to. Se pravi, ne delati nekega historičnega teatra iz tega, ker hitro postane banalen, ampak po meri današnjega časa vendar stalno povezanostjo in spominom na kulturno dediščino. Tu smo povabili tukaj 8 šefov, ki so bili prav z namenom izbrani od Ljubljane do Padova in od Kobareda do Trsta. Tako da bo vsak iz svoje destinacije promoviral naprej rebulo in briški teritorij. Pravkar ste gospodu ponudil? Terino iz kozličkovih jeter. V kombinaciji z rebulo recimo? Bi mogla biti malo starejša in pikico malo slajša.
Pri rebuli radi raziskujemo razne skrajnosti, kar je vsekakor pohvalno, vendar vedno pa mora ostati rebula tisto, kar je sama po sebi, se pravi lahka, osvežilna in ki spremlja kulinariko, tako tisto vsakdanjo, pa tudi to visoko kulinariko, ki je danes predstavljena. Abbiamo preparato un tagliolino agli asparagi, fatto con una tecnica particolare, in pratica è un tagliolino in 2 cotture, è fatto al forno, e con guanciale asparagi bianchi. Cioè c'è una spuma di asparagi sotto e i tagliolini sono cotti al forno, è una tecnica diversa. Wow, tu dopo. Nuvole di riso nero con baccalà mantecato. È un'innovazione nella tradizione. Posso? Certo, bisogna, prego. Bisogna, ok. Evo. Buono? E che tipo di ribolla va qua con questo? Ma con questa sta molto bene il cinefinis, quello che è proprio da aperitivo, secondo me è perfetto. Si abbina benissimo con il baccalà, col riso nero e ha proprio una sapidità giusta per completare il piatto. Hotel sem povezati prav Slovenijo skupaj in glede na to, da sem jaz Bric in domujem tukaj, so zdaj ta čas briške češnje in sem pripravil en tatarski od brancina na kocke zrezen z sladkimi briškami češnje, postrežen pa na tej plaži iz piranskih solin, kar je pa zelo bistvenega pomena, je to, da se je zraven ta ajdov hrustljavi kruh. In to je ta jed, ki mislim, da je zelo tako uspešna. Bistvo vsega tega je pa potem ta sezam popečen, ki ti pusti en 3., 4. okus od zadaj kar nekaj dolgo cajta. Današnji dogodek je presega nivo dosedanjih dogodkov, zaradi tega, ker je prvič rebula v povezavi z visoko kulinariko in to z gostinci, ki prihajajo od Padove do Ljubljane in ji daje to eno tako zelo resno razsežnost. Drugo sta 2 teritorija, ki se povsem usklajeno predstavljata in danes nismo zasledili niti ene težave v tem, ali je vino 15 metrov na eni strani ali 15 metrov na drugi strani pridelano, ampak govorimo o rebuli, kakva je najboljša, kakva se najboljš prikaže. In zelo dragocen se mi je zdel prispevek od Tanje Gomiršek, ki je povedala, kaj je bilo z rebulo v zadnjih 700-800 letih. Rebula je vedno bila taka, da ima tak potencial, da je ustrezala v vseh teh letih in od vinarja je odvisno, da zna iz nje izvabiti tisto, kar času ustreza. Dogodek je pomemben tudi v luči tega meddržavnega, mogoče, če rečemo, sodelovanja. In pomemben je tudi mogoče kot razmislek za naprej, da se enkraten dogodek ne usidra v zavest ljudi, ampak da je take dogodke potrebno kar naprej ponavljati vajo in nekje, da postane rebula prepoznavna. Tako v Goriških brdih verjetno se bodo tukaj tudi Vipavci z veseljem pridružili, z druge strani meje pa so praktično že pridruženi. Una degustazione molto interessante, la giornata molto bella. Devo fare i complimenti a Robert perché l'organizzazione è veramente è stata completa ed è un bel panorama. Vsekakor kot predstavnik Združenja proizvajalcev rebule Zaslavja smo zmeraj veseli in prisotni, ko nekaj se dogaja okrog od rebule. Bistveno je samo, da, kot se je tudi danes reklo, ni samo en praznik, se ne od tega veselimo, ima najbolj neka baza za en projekt, ko se je tudi reklo faza 1, 2, 3, 4, gledamo za fazo 2 najbolj čim boljša. Kako bi predstavil ta briški pršut z Belice? Tukaj imamo pršut, naš 20 mesecev star, 17 kil je bil težk, tako da vidimo, da so že pikice noter, lepo špeh, tako da je kar uredno. Priprav je bilo veliko, smo zadovoljni, ker smo zbrali te prave ljudi na pravo mesto in sporočilo, ko smo ga hoteli prenesti tem ljudem, mislim, da so ga dojeli. Mi hočemo rebulo izpostaviti in jo postaviti na pravo mesto.